Finančna sreda, res pomemben dan danes dogaja se. Začnimo z nafto. Nafta je padla pod $80 na sodček. Še vedno smo nekje 20% više pri ceni, kot smo bili pri tem obdobju, torej pred izbruhom vojne z Iranom. Ali bo zdaj nafta padla dol? Od tega je precej odvisno, tudi od petkovega dogovora. Se je pa inflacija ravno zaradi tega skoka nafte pokazala tako v Evropi, ZDA in seveda tudi v Sloveniji. Poglejte, v maju je bila naša inflacija 3,6% in če gledamo, kako postopno raste že več mesecev. Ni še konec, še vedno lahko raste tudi naslednji mesec. Kar je zanimivo danes, pa je Evropska centralna banka je že prejšnji teden dvignila obrestno mero prvič po 3 letih. Danes v sredo po tem odloča tudi Fed, ameriška centralna banka, ki ima novega guvernerja. To je Kevin Warsh, to je ta gospod, ki ga je imenoval Donald Trump. Zdaj, kaj se pričakuje? Vlagatelji z 99%, kot vidite tukaj, pričakujejo, da bo Kevin, novi guverner ameriške centralne banke, pustil obrestne mere nespremenjene. Vemo pa, da Trump pritiska na njega. Kaj se bo torej zgodilo, še ni jasno. O vsem tem bomo danes v oddaji Svet govorili s profesorjem za finance iz Ekonomske fakultete Aljošo Valentinčičem, pa tudi o novem ETF-u, ki se je danes pojavil na naši borzi. Gre za alternativni nepremičninski sklad od NLB skladov, torej vlaganje v nepremičnine je mogoče tudi na borzi. Več pa zvečer.